Ampak ti si prej govoril o spancu in govorila sva o 1. maju. Ampak misliš, da ima naš mojster Janez na dela prosti dan tudi prosto, ali on deli tudi takrat ali tudi takrat svetuje? Ne vem, mojster Janez, ste vi kdaj prosti, imate kdaj tudi prosti dan? Ja, navada je železna srajca, disciplina pa tiskarjeva vrlina in zelo zgodaj ostajam tudi v praznikih. Tudi v praznikih. Kaj nam boste svetovali nocoj, mojster? Nocoj bi pa rekel takole. Vedeti cenjeno občestvo, 1. maj, praznik dela, je zelo priljubljen praznik. Saj je to dan, na katerega se ne bi smelo delati. Poleg tega je to dan v sebi nosi veliko različnih pomenov. Pestre zgodovine, navad, razlogov za praznovanje. Da je o njem potrebno kakšno besedo več reči. 1. maj je že dobro stoletje skoraj po celem svetu zabeležen mednarodni praznik dela in delavske solidarnosti oziroma dan delavstva. Vendar 1. maj ni samo praznik dela za Slovence, je predvsem praznik šeg, navad in obredov. Danes so od vseh običajev pri nas najbolj ohranjeni običaji kurjenja kresov na predvečer praznika. V 19. stoletju je bila beseda za maj veliki traven. V ranem jutru se budnice zbude, nagelj gumbnico in gremo v gore. Prvotno je tudi pomladni praznik, od katere se veseli pomladne rasti, toplote, povezana je bila s čiščenjem zelenja, drevja in ocvetja, odkoder izvira tudi mlaj. Splošno razširjen običaj je postavljanje prvomajskega mlaja, ki je bila navadno narejen iz debele smreke, breze ali bora, ki se ovije z bršljanom. Smrekov mlaj ima običajno na vrhu bunko, zastavo, pod smrekovino na vrhu pa na debele pretrjene vence, spletene iz cvetja in zelenja. Mlaj je pomladanski simbol svobode in zavesti, ki mesec dni opozarja na pravice delavcev, obenem pa ponazarja tudi bujno rast, zelenje narave in s tem starodavno predstavo o materi naravi, ki prebuja življenje. Nauk. Dejstvo je, da je pred nami prekrasen mesec ljubezni, ko narcise zacvetijo. Zacvetite tudi vi. Ja, Darja. Hvala, Janez. Hvala, mojster. Hvala, mojster Janez. Ti pa že dišiš. Dišim, cvetim.